Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič. Za danes je predsednik vlade Robert Golob sklical svet za nacionalno varnost, na kateri bo govora tudi o vmešavanju tujih paraobveščevalnih služb v slovenske volitve. V studiu so se mi zato pridružili gospod Boštjan Penko, odvetnik, ki je bil v svoji karieri tudi sodnik, direktor vladnega urada za preprečevanje korupcije, državni podsekretar na Ministrstvu za pravosodje in višji državni tožilec. Z nami pa sta še dva nekdanja direktorja Sove, odvetnik gospod Janez Stušek in Iztok Podbregar, tudi nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske, danes pa predavatelj na več fakultetah Univerze v Mariboru. Lep pozdrav vsem, hvala za udeležbo. Gospod Podbregar, danes bo sklican svet za nacionalno varnost. Povejte prosim javnosti, zakaj je treba zdaj sklicati svet za nacionalno varnost oziroma kdo vse bo na tem svetu za nacionalno varnost prisoten in ali imajo vsi biti pravico prisotni na tem svetu? Torej, jaz vsebine in dnevnega reda sveta za nacionalno varnost ne poznam. Je pa to ena zanimiva seja, ker v bistvu predpostavljam, da bo javna, ker so na sejo sklicani tudi tisti ljudje, ki nimajo dostopa do tajnih podatkov. Naj pojasnim, torej najmanj ena oseba, to je gospod Stevanovič, ki je novo izvoljeni poslanec, ki še nima potrjenega mandata, nima dostopa do tajnih podatkov, tako da pričakujemo, da bomo imeli javno sejo in da bo javnost izvedela nekaj več tistega, kar si želi. Javnost si seveda želi izvedeti čim več podatkov o teh domnevnih, ne domnevnih, ampak kar o prisluhih, ki so pred volitvami razburkali slovensko javnost. V teh prisluhih je bila ujeta tudi Nina Zidar Klemenčič, gospod Penko in gospod Stušek, vidva sta nekdanja sodelavca, med drugim tudi gospe Nine Zidar Klemenčič. Vas je presenetilo to, da se je ujela v tako past, gospod Penko? Veste, kako je? Torej, midva z Nino Zidar Klemenčič sva na začetku kariere bila zelo tesna sodelavca, torej nekaj časa sva si delila tudi prostore. Ona je meni pomagala v začetku odvetniške kariere, tako da bi se v bistvu bi bilo neprimerno z moje strani, da bi se sedaj opredeljeval do tega dogodka oziroma dogajanja. Morda bi vse skupaj nekako zaokrožil s prispodobo. Včasih smo imeli v bivši skupni domovini akcijo, ki smo ji rekli, nič nas ne sme presenetiti. Da bi bilo mogoče ta prispodoba pač dobra tudi za ilustracijo te situacije, ampak kaj več o Nini Zidar Klemenčič pa jaz danes ne bi govoril. Okay. Torej, nič nas ne sme presenetiti, se strinjate, gospod Stušek? Jaz bi na nek oziroma podoben način tudi zaključil, lahko bi rekel eno stvar, da pa to se ne nanaša neposredno na izpostavljeno kolegico, ampak generalno. Tukaj imamo še en tretji vidik, in sicer to je vidik zakona o odvetništvu, da ta komunikacija, ki teče med domnevno stranko ali pa potencialno stranko, je sicer varovana za neko stopnjo tajnosti, je pa tudi res, da tisto, kar smo uspeli slišati, še enkrat poudarjam, ne govorim o tej komunikaciji neposredno, apropo njej, se tukaj bil še en drug kolega odvetnik, pa vendarle, so bile neke vsebine, ki niso sicer tipične za zastopanje po zakonu o odvetništvu, tako da strinjam se pa z kolegom Penkom na temo, nič nas ne sme presenetiti. Je pa seveda na načelni ravni to vredno diskusije, ne tudi prav, da se morda pogovorimo o tej problematiki v nadaljevanju. Saj bo odvetniška zbornica bo presojala tudi navedeno ravnanje gospe Zidar Klemenčič, ker je zoper navedeno odvetnico 16. marca prejela prijavo v zvezi z vsebino teh posnetkov na spletu, ampak zdaj pa gremo vsebinsko k vsebini teh posnetkov. Gospod Podbregar, mislite, vaše mnenje, so te posnetki odločili volitve, so imeli vpliv na volitve? Zdaj, ali so odločili volitve ali ne, bi jaz težko presojal, tudi nisem strokovnjak z tega področja. Da pa so imeli, po mojem mnenju, vpliv prav gotovo, da so ga imeli. Nazadnje Mediana je naredila raziskavo, kdo je koga volil in kdaj je volil. In če drži iz raziskave, da je
večji del prebivalstva starejšega od 65 let volil eno stran, to je Svobodo. To pomeni, da so imele vpliv, ker namreč to prebivalstvo gleda tradicionalne medije in spremlja morda bolj pozorno neke zadeve, in tako da jaz mislim, da so imeli vpliv. Ali je bilo to zdaj usodno, presodno, to pa bi pa težko presojal. Se tudi ostali sogovorniki, gospod Penko, strinjate, da so imeli posnetki vpliv na volilni rezultat? Strinjam se s tem, da je morda moje mnenje tukaj gre malo dlje. Jaz imam občutek, da je zaradi teh posnetkov desnica oziroma mogoče celo bolj konkretno Janez Janša izgubil te volitve. Namreč, dokler se posnetki niso pojavili v javnosti, so javnomnenjske analize kazale, bom rekel, prednost oziroma vsaj trend naraščanja prednosti Slovenske demokratske stranke pred Gibanjem Svobode in ostalimi strankami. Potem se je pa to kar naenkrat zasukalo, potem ko so se posnetki objavili, in je potem v bistvu prišlo, bom rekel, do spremembe, ki se je pač potem vse do volitev nekako v tej isti smeri tudi nadaljevala in zaključila. In ocenjujem, da je šlo tukaj predvsem za bitko za interpretacijo, ki jo je v tem kontekstu teh posnetkov dobila Svoboda. Ne glede na, bom rekel, dejansko realno stanje, dejansko pravno in politično oceno tega dogajanja, je bila interpretacija takšna, zdaj, če poenostavim dve skrajnosti. Na eni strani je Svoboda pač govorila o tem, da gre za veleizdajo, na drugi strani pa je Janša rekel, da bi bilo treba pač tem, ki so to naredili, postaviti spomenik. In zdaj v bistvu seveda občutek imam, da se je slovenska javnost na nek način ustrašila, da so se volivci nekako, bom rekel, zaskrbljeno odzvali na to, ali je dejansko prišlo do takšnega posega neke tuje države z, bom rekel, očitanim sodelovanjem Janeza Janše oziroma ene politične stranke pri tem ravnanju, in kam vse to lahko pelje, da jih je to nekako, bom rekel, preusmerilo, bom rekel, na drugo stran. In je po moji oceni, čeprav pravim, ne spuščam se v pravilnost te interpretacije, ampak v tej bitki za interpretacijo tega dogajanja je dejansko, po mojem mnenju, Svoboda dobila te volitve. Čeprav, glede posnetkov, ni nikakršnih dokazov, da je Janša v resnici naročil komurkoli od izraelskih služb, da v resnici posname te zadeve. Ni bilo nikakršnega dokaznega materiala javnosti predstavljeno. Gospod Stušek, pričakujete, ne vem, od Sove, od organov pregona, da bodo zdaj, če so informacije o tem lansirali v javnost, da so se Izraelci oglasili na Trstenjakovi, zdaj tudi predstavili konkretne dokaze? Hvala. Kar se tiče tega, bom šel še malo širše pojasniti, moj vidik pa moje mnenje. Prva stvar je absolutno, če je temu tako, potem bi si ne samo slovenska javnost, ampak, slovenska javnost, vsi državljani, vsi volivci, kot država si bi zaslužili, da te dokaze uvidimo. Ali se opravičujem, ko vas prekinjam, ampak bi bilo po vašem prav, da bi te dokaze predstavili pred volitvami na tisti seji po srečanju novinarski predstavitvi, ki je gospod Volk predstavil domnevo o vmešavanju tujih obveščevalnih služb v slovenske volitve, da bi takrat predstavili dokaze, to je bilo pred volitvami, ne? Absolutno, ampak tukaj, če mi že to specifično vprašanje postavljate, bi rad poudaril eno stvar. Časovnica v tej zadevi je v vsakem primeru, po mojem skromnem mnenju, problematična. Bom pojasnil. Če se sklicujemo to, kar ste rekli. Gospod Volk, pribeležil sem na tej po svetu za nacionalno varnost izjavil, da je cilj politično diskreditiranje, kar pa lahko pomeni ogrožanje nacionalne varnosti in vplivanje na demokratične volitve. Zdaj, ta stavek je oksimoron po defaultu. Zakaj? Zaradi tega, ker če je bila cilj politično diskreditacija, in bi to lahko vplivali celo na ogrožanje nacionalne varnosti, ki je tako absurdno, ampak kaj hočem povedati, da v točki, ko niso bili predstavljeni dokazi o tem, da naj bi to naročilo bilo domnevno ali pa dejansko storjeno, je to identično za drugo stran, torej je tudi prišlo do politične diskreditacije, ki je vplivala, če že hočete,
po isti logiki na ogrožanje nacionalne varnosti, potem takem morajo preiskovati tudi sami sebe. Cinična pripomba. Časovnica, kaj je problem? Če so bili dokazi, pridobljeni dokazi, spremljanje tovrstnih zadeve, če se je dejansko dogajalo, če gremo na ta črni scenarij, ki ga Če se je dogajalo od decembra. Jaz sem hotela samo vprašati to na tisti tiskovni konferenci gospoda Vovka, pa smo bili novinarji omejeni s številom vprašanj, tako da tega nismo mogli vprašati, kdaj je pravzaprav Sova začela ta nadzor. Torej, če ga je Sova začela nadzor decembra, zakaj potem so šli v javnost s tem pred volitvami? Absolutno se strinjam in to kaže na neko zadevo, ki ima vpliv, če hočete, na volitve, ker je bila, če je bilo spremljeno decembra, pa je bilo to interpretirano oziroma prikazano dneve pred volitvami, imamo problem. Če se je pa Sova začela ubadati po tisti famozni tiskovni konferenci, je pa ta isti problem, zaradi tega, ker časovnica, preverjanje, podatki, preverjanje tujih služb, pa predvsem analitična obdelava, da kje mora biti Sova, če želite, ni bila, da je nekdo ni uporabil ali zlorabil. Ne smemo pozabiti, da po tej bitki za to interpretacijo, če se sklicujem na kolega Penka, smo bili priča temu, da so tam bili neki posnetki v dnevih pred volitvami oziroma tednih objavljeni, potem pa po točki umika oziroma glasovanja, ki ga roko na srce sploh kot država ne bi potrebovali, ker to glasovanje, veste, ne rabiš niti na dnevni red dati z vidika, se pravi, se bomo pridružili tožbi zoper Izrael ali ne. Potem v tisti točki nekšnih novih posnetkov ni več bilo in poraja se zaključek, da če že govorimo o nekšnem vplivu celo tujih služb, ampak veste, tudi tukaj bi rad še nekaj pojasnil iz vidika vpliva tujih služb, ampak da dokončam misel. Če je prišlo do tega umika, potem se pogovarjamo o dejanskem nekem vplivu tujih služb, ampak ne preko, če želite, Trstenjakove, ampak preko vladajočih oziroma bomo rekel simbolno preko Gregorčičeve, ne Trstenjakove. Gospod Podbregar, če bi bili še direktor Sove, kako drugače bi vi v tej zadevi ukrepali? Težko je zdaj reči, ampak jaz osebno menim, da bi direktor moral sam pojasniti neke stvari, tiste, ki jih lahko pojasni. Namreč tle je en kup nepovezljivih stvari bilo uporabljenih v tem spinu govoru predvsem predsednika vlade in pa tudi predstojnika za nacionalno varnost gospoda Vovka. Mi ne vemo, kaj je tle Sova delala, niti ne vemo, kaj je policija delala, ker enostavno so bile izrečene neke besede take, ki so bile. Velikokrat je bil izraz Sova uporabljen. Rad bi povedal nekaj, da najslabše, kar se lahko zgodi v demokraciji, je, da imamo v zaključku nekih pomembnih državnozborskih volitev v neki državi, da se uporabljajo spini z obveščevalnimi službami na ta način, kot se uporabljajo tukaj v tej zadevi. Definitivno pa je to veliko problemov, ki jih je kolega Stušek že povedal, na katere nimamo odgovora in bi morali dobiti odgovor. Pravzaprav gospod Vovk ni dal nobenega odgovora, razni izraze svoje čustva na tisti konferenci, da je prizadet kot državljan in tako naprej. Kaj je od koga dobo in tako naprej. In druga stvar, vprašanje je tudi, zakaj se je sestajal sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Gre za dvakrat gre za strokovne stvari, ki jih mora obravnavati Sova in njen direktor, in če je potrebno, da se vključujejo tudi ostali organi, torej policija, gre na tej bilateralni ravni. Tle nima recimo Slovenska vojska ali zaščita in reševanje ali kdorkoli, karkoli zraven početi. Zdaj, ko so te informacije bile porinjene v javnost, brez dokazov, brez vsega, si seveda javnost zasluži pravico oziroma dobiti več informacij, dobiti neke dokaze za to, ali so bile te zadeve res sprožene iz Trstenjakove, ali so bile te zadeve sprožene zaradi naše odločitve, da podpremo tožbo Južne Afrike proti Izraelu. Torej, gospod Penko, kdaj mislite, da bomo dobili, da bo dobila javnost te odgovore? Ne vem, to težko komentiram, kdaj jih bo dobila
Predvsem pa kakšne odgovore bo dobila. A bodo ti odgovori dejansko pač odgovarjali temu, kar se bo ugotovilo, ali bodo pač odgovori, bom rekel, prirejeni in prilagojeni pač nekim drugim potrebam. Jaz bi želel samo prejšnjo misel še zaključiti, v bistvu, ko sem pokazal na ti dve strani, ki sta bili pač predmet interpretacija. Na eni strani torej poseg pač tuje paraobveščevalne službe v naše volitve, očitani poseg, saj ne vemo, je do njega prišlo, ali ne. Na drugi strani pa pač sem omenil, da bi bilo treba postaviti spomenik. Zdaj spomenik, zakaj? Na drugi strani torej je šlo za, bom rekel, posnetke, ki naj bi razkrivali sistemsko korupcijo, ki se v tem trenutku v naši državi dogaja. Tisto, kar se je pač pogovarjalo na teh posnetkih, tisto, kar je bilo predmet debate v teh posnetkih, seveda kaže na izjemno problematično, bom rekel, stanje v državi. Ampak s tem se javnost zdaj ne ukvarja, ne, s problemom korupcije. Javnost se zdaj bolj ukvarja pa vse službe s tem, kako smo mi prišli do posnetkov, ali je bilo to nezakonito ali ne pa s problemom korupcije. Ta problem je zamaknjen nekje v ozadje. Ravno to sem želel. Zdaj v bistvu težišče se je v trenutku pred volitvami torej postavilo popolnoma na drugo stran, in vsi so se potem ukvarjali samo še s tem, kaj se je torej dogajalo s to izraelsko s to zasebno firmo, ki naj bi to snemala. Sej v bistvu sploh ne vemo še, kaj je res, koliko od tega je res. Ne vemo niti, a so bili ti posnetki namenjeni morda razkrivanju korupcije, narejeni, bom rekel, precej časa pred volitvami, pa potem morda zdaj uporabljeni ali pa zlorabljeni čisto z neke druge strani in lansirani v tem predvolilnem času. Morda je bil to, torej obstaja možnost, da je interes za takšno ravnanje celo legitimen, če gre za, bom rekel, odkrivanje, razkrivanje korupcije v določeni državi, potem pod določenimi pogoji se lahko takšno prisluškovanje, snemanje izvaja legitimno. Če potem prestane tudi druge teste, kot je test sorazmernosti, nujnosti in tako naprej. O tem lahko kasneje govorimo. Ampak sploh ni nujno, da so bili ti posnetki narejeni izključno za namene volitev. Ne vemo niti, kdo jih je naročil, ne vemo niti, kakšne so te povezave. Ampak ob vsem tem, ko smo se samo s tem ukvarjali, je tista druga stvar, ki je seveda za Slovence bistveno bolj pomembna, v kakšni državi živimo, je povsem zvodenela. In jaz pričakujem zdaj, ko ste me vprašali, ali se bodo pač organi in kako in kdaj se bodo začeli s tem ukvarjati. Mislim, morali bi se ukvarjati že odkar obstaja naša država. Zdaj pa se bodo zdaj od tega trenutka dalje, ko je prišlo do teh posnetkov, ukvarjali kaj bolj ali kaj manj. Jaz nisem zelo optimističen, da bo kakorkoli drugače. Iskreno. Mi smo v petek objavili članek, v katerem smo povedali, da je zaenkrat samo Sova obiskala odvetnika, ki so ga tudi v prisluhih ujeli, gospoda Oberstarja. Policija pa še ne. Vas to preseneča? Kaj to nakazuje? Da Sovo verjetno bolj zanima, kako so nastali te prisluhi, kot zadeve, o katerih je vsebinsko govoril gospod Oberstar, gospod Stušek. Vse naj, da se zdaj mešam. Kolega povedal, ampak gledajte, jaz imam tukaj eno zelo veliko vsebinsko težavo. In prva stvar je, zdaj, vedno rečem, rad pripeljem zgodbo do skrajnega scenarija. Če je nekdo, implicita je bil očitek dan, a je bil to zdaj bolj se strani, bom rekel, sekretarja za nacionalno varnost, strani gospoda Vovka, ali strani, bom rekel, trenutnega predsednika vlade, ali potem samo Sova to legitimizira, lahko debatiramo, tudi tukaj so lahko različni pogledi na to. Ampak ob koncu dneva, če je očitek, da je prišlo naročilo s Trstenjakove, pa delam na predpostavki, da je to res, pa to ni niti približno, govorim, da je temu res, da je temu tako, potem ima Sova zelo veliko težavo iz vidika pristojnosti. Zakaj? 2. člen zakona o Sovi, ki govori o elementu tujine. Element tujine podam po izvajalcu, kar se tukaj učita za temu Black Cube, če sploh je temu res, da so to dejansko posneli, nima dobene logike. Zakaj? Zaradi tega, če je bil Black Cube uporabljen kot proksi se strani naročnika, ki izhaja iz Slovenije, kdorkoli že bi bil iz Slovenije, potem nimamo elementa tujine, skladno z 2. členom zakona o Sovi. Če pa je bil Black Cube uporabljen kot proksi se strani, dajmo reči,
recimo neke tretje države ali pa tudi Izraela kot države, potem je pa zgodba, ki se ustavi samo na Trstenjakovi, če želite, absolutno problematična. Zakaj? Zaradi tega, ker v dnevih pred volitvah nismo slišali ene besede o naročniku ali pa izvajalcu storitve kot Izraelu, kot državi, ne? Ampak pogovarjali smo se samo o Black Cubu, ki kot je bilo omenjen, gre za, če želite, to je tudi nalepka, ampak vseeno paraobveščevalno službo, ampak vseeno, če je bil naročnik Slovenije, kdorkoli bi že to bil, ne? Po tej plati sploh ni podanega elementa tujine. V tem elementu tujine se pa odloča neposredno in samo direktor Sove, ne, gospod Podbregar? Tako je, in če ima kakršenkoli dvom, se lahko tudi posvetuje z sodiščem te zadevi. Torej, dajmo mi gledalcem samo še povedati, kaj pravi ta 2. člen zakona o Sovi. Po tem 2. členu zakona o Sovi bi mogla biti torej ta Black Cube organizacija, ki je svojo dejavnostjo iz tujine ali v povezavi s tujino ogrožala ali bi lahko ogrozila nacionalno varnost države in njeno ustavno ureditev. In to, seveda, ali to ogroža ali ne, presodi, kot ste rekli, direktor. Če pa torej Black Cube ni taka organizacija, ne? Potem vas poprašam, gospod Podbregar, je bila po vašem torej Sova zlorabljena v politične namene? Jaz mislim, da je zlorabljena bila v tem spin-offu v tej zadevi zdaj, ker v bistvu zelo posredno nastopa v tej zadevi. Ne? Drugi govorijo o njenem imenu, tako da ne vemo, kaj je Sova dejansko počela. To, kar ste malo prej omenila, da je Sova šla na razgovor za to osebo. Tak razgovor je možen, če se ta oseba, gospod Oberstar, sam odločil, da se bo pogovarjal z njim. Če pa glede pristojnosti in odgovornosti bi pričakovali, da to preiskuje nekdo drug, torej policija, te zadeve. Ne? Kako da policija torej ne hiti s to preiskavo, ni obiskala še očitno vpletenih v to afero Prisluhi? Ne nazadnje sem tudi jaz sama se ukvarjala z vprašanjem, zakaj niso na Trstenjakovi takoj policisti pregledali prve kamere neposrednega soseda. Torej sem videla, da preiskava ne poteka hitro, ne? Zdaj, upam, da lahko rečemo, da ne vemo, oziroma bom rekel kar tako, ne vemo, ne sej logično, da ne vemo, ali policija preiskuje ali ne preiskuje, kako hitro preiskuje, kaj preiskuje. Tudi za Sovo in za ostale službe s podobnimi pooblastili je prav, da mi običajni državljani, ki pač nimamo nobenega dostopa do teh podatkov in postopkov, ne vemo, kaj delajo. Ne? In je, težko se zdaj do tega opredeljevati. A veste, policija, se pravi, jaz vidim problem v tem, da Sova namesto, da upravlja svoje delo, recimo, ne vem, ko se je to dogajalo in ko ne bi ona pač zaznavala te stvari, da upravi svoje delo, da eventualno prepreči, ne vem, da bi prišlo do objave, do nastankov, do objave teh posnetkov, karkoli, do srečanj, do katerih ne bi smelo priti. Ne? Zdaj spet odvisno od definicije, o čem govorimo. Ne? Ampak če Sova ima pristojnost, potem pričakujem, da pač upravlja svoje delo, za katerega mi praviloma ne vemo, ne? In da prepreči pač kakršnekoli negativne posledice za našo državo, ne? Kar je tudi namen Sove. Ni namen Sove, da nastopi na tiskovni konferenci v času, ne vem, pred volitvami in podpre neko interpretacijo, o kateri sem prej govoril, ne? Zato, da morda, ne vem, da je morda tudi zlorabljena v bistvu na ta način v politične namene, lahko. Ne? Enako bi rekel za policijo. Ne? Policija je tudi nastopila na neki tiskovni konferenci takrat v tistem kritičnem času, našteli so neka kazniva dejanja, ki naj bi jih preiskovali, za katera sem pač pogledal po kazenskem zakonu in mislim, da praktično nobeno od teh kaznivih dejanj ne pride v poštev kot dejanje, ki bi lahko bilo storjeno v kontekstu te cele zgodbe. Ne? Če pa že, potem so pa to med ostalim dejanja, ki se preganjajo ali na zasebno tožbo ali na predlog, ali pa gre za neka kazniva dejanja, ki pravzaprav nimajo nekakršne, bom rekel, vsebinske zveze, njihovi zakonski znaki niso povezani s tem, za kar vemo, da ne bi se dogajalo. Tako da zdaj v resnici pravzaprav kaj bi policija zdaj v tem trenutku preiskovala, na kakšen način, s kom ne bi se pogovarjala. Dobro, pričakoval bi, da se bo pač pogovorila s temi ljudmi, ki so bili posneti, ki so govorili, ne vem, s kom so imeli opravka, komu je treba dati neke procente za posle, do koga lahko pridejo, na kakšen način, tako naprej.
seveda bi pričakoval, da se bo z njimi pogovorila, kolikor bodo seveda kot potencijalni osumljenci sodelovanja pri korupciji, ti ljudje pač sploh pripravljeni z njimi sodelovati in se pogovarjati. Ampak vse skupaj se je potem bolj, bom rekel, na nek način, če uporabim, zbanaliziralo v bistvu na nek polpolitični statement, da naša policija seveda na polno dela. Kaj konkretno dela ali res kaj dela, tega ne vem. Vrnil se bom pa upam, da res dela, če imamo pač policijo, kot nam gre, potem upam, da dela vse, kar v okviru svojih pristojnosti strokovno v tem trenutku lahko in mora narediti. In enako velja seveda tudi za Sovo. Te sume korupcije bi morala po vašem mnenju preiskati? Veste, kako je zdaj? A so to sumi korupcije ali je samo hvalisanje? Ne vem, v vsakem primeru pač bi moralo opraviti svoje delo, če pride glas do uradno pregonljivega kaznivega dejanja do njih. Če je pa bilo če je bila ogrožena nacionalna varnost, ali bi Sova ta podatek morala varovati kot državno skrivnost? Absolutno, če bi to bilo, potem je to v bistvu pod tajnostjo. In to bi potem tudi ravnanje vsem tem moralo biti tajno, torej ne uporabljeno nekaj za neki spin-offi iz te zadeve. Torej je bilo z objavo teh podatkov potem takem storjeno lahko tudi kaznivo dejanje izdajanja tajnosti podatkov? Koliko sem spremljal, verjetno ne, ker je vse nekaj posrednega, nekaj, kar ne moreš ne prijeti, ne tako, ne tako. To je samo govor in spin, nek javni govor, ki je nagovarjal ljudi, ki zelo slišijo v Sloveniji na ime Sova, ampak ni pa bilo nič povedano. Ni pa bilo vsebine, ni bilo konkretnosti, ničesar. Konkretno je bilo samo potencirano ta sestanek pred nadvorišču Trstenjakove. Če se sam navežem, to absolutno se strinjam. Kar se tiče kaznivega izdajanja tajnih podatkov, mora biti neka, kvalifikacija je jasna, ampak vseeno tisti tajni podatek, ki je bil, pač tukaj je bilo, problem te zgodbe ni toliko morebitno izdajanje tajnih podatkov, ki se strinjam z vami, tudi teoretično bi lahko bili tudi v tej zgodbi, ampak vseeno, bom rekel, neka interpretacija, to, kar tudi kolega skozi govorite, ki je potem prišlo do nekih banalnih debat, ki nimajo ne repa pa glave. Veste, tudi sestanek sam po sebi, če je bil, dokazuje kaj? Obstoj sestanka. Zdaj, a je pa bil ta sestanek s komorkoli, tudi gospod Janša je pojasnil, da ta sestanek z dotično osebo, ki naj bi bil nek predstavnik Black Cube, pa se je izkazalo, da je bil to nek bivši predsednik njihovega sveta za nacionalno varnost, ki je bil že večkrat v Sloveniji, celo po strateških blejskih forumih se je sprehajal, torej ne govorimo o dobenem podtalnem delovanju. Zdaj, kaj se to dokazuje? Jaz ne vem, kaj dokazuje, nič ne dokazuje. Če nimamo posnetka, ali pa nekega, če že želite, da sem zdaj malo ciničen, nekega podobnega vrste kvalitete posnetka, kot smo ga imeli v teh pri objavljenih osnovnih pač posnetkih, se pravi, ki nekdo nekaj domnevno naroča, potem nimamo v rokah nič. Zdaj, če je pa v teh sestankih sodelovala kakšna tretja oseba, to, kar naj bi bilo takrat, to je bilo tudi potem, mislim, da na drugem sestanku nekako pojasnjeno ali pa interpretirano ali pa komunicirano, neka oseba, ki naj bi bila domnevno vpletena v neke podobne zgodbe v tujini, bom pa rekel tako. Zdaj, ne vem, kaj je res, ampak vseeno, težko me bo nekdo prepričal, da so nekšni obveščevalci sploh tipa ala Mossad, zdaj, ali sodelujejo v zasebni sferi ali v kontekstu Izraela kot države, prišli se dogovarjati, sestankovati. Na dvorišče opozicijskega voditelja. Tega me doben ne bo prepričal. Rekel, seveda, teoretično možno, ampak če je temu res tako, potem imamo pa nek drug višji problem, kar pomeni, da se je nekdo hotel biti viden. Kar pa lahko pripeljemo do situacije, da dejansko je bilo prišlo do vplivanja, ampak da smo malo zamešali, kdo je storilec, kdo domnevni storilec, pa domnevna žrtev in obratno. Ja, ne ve. Osnovni učbeniki obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti govorijo o tem, da se takšne zadeve dogovarjajo vedno, dogovorijo, izvedejo in tudi predajo naročniku v tretji državi. Torej, to, da bi kdorkoli od
katerikoli od teh, ki so sodelovali v tem, oziroma so omenjeni v teh zadevah, to delal tle v Sloveniji ali karkoli, sploh ne pride v poštev. Po drugi strani se pa gospod Janša lahko s komerkoli sestane tam na Trstenjakovi, tako na dvorišču kot v zgradbi in se pogovarja tudi z temi ljudmi, ne nazadnje, ampak to je nepovezljivo z tistim dogajanjem tam, kot je tistega, to, kar mi poznamo do sedaj. In tudi mislim, da v prihodnje ne bo drugačnih ugotovitev. Tudi tle treba povedati nekaj, da nekaj podatkov je popolnoma javnih. Popolnoma javni podatki so let letala, javno je tudi, kdo je prišel v Sloveniji, koliko časa se je zadržal. Ne nazadnje tudi to javno, da se v bistvu na dvorišču sestane z gospodom Janšo in tako naprej. Ne. In to lahko tudi kdorkoli mimoidoč tudi opazi. Razen, če ima Sova tudi stanovanje na Trstenjakovi, kaj pa pravite na to informacijo, za lase privlečena ali realna možnost? Jaz sem tako rekel, kar se tiče tega, ne bom komentiral ta domnevne, tako konspirativke, ki se pojavljajo v teh debatah. Ne smemo pozabiti, gospod Janša se je že ujel v prisluhe, Sovine prisluhe takrat z gospodom s hrvaškim premijerom Ivom Sanaderjem. To je bilo leta 2004. Sam govorimo vseeno o nekak neprimerljivih zgodbah. Tista stvar je bila nek signal intelligence, pa še takrat smo se potem ugotavljali, ali se je nekdo dogovarjal ali pogovarjal. Absolutno bom rekel. Pričemer v tej zgodbi, tudi na vprašanje je bilo glede konspirativke ali pa nekšnega sestanovanja. Zdaj bom tako rekel, ta stvar je zelo hitro preverljiva, sicer z preprostim obiskom Knovsa, ker te zadeve morajo biti zaznamovane, ne moram drugače reči. Veda, problem vseh teh zgodb, ampak tukaj se spet pogovarjamo o nekih morebitnih zlorabah, ne govorim, da so bile, ampak, veste, jaz vedno sem že včasih rekel, da jaz imam težavo v Sloveniji, če ima kdo, ki ima dostope, znanja, tako imenovano, simbolno zdaj mislim, popoldansko obrt. Po domače rečeno, da je nekdo na svojo roko počne nekaj, kar ne sovpada pod delokrog agencije, ker imaš znanje, imaš dostope. In zdaj jaz mislim, če bi obstajalo nekšno takšno stanovanje, pa da bi bil nek nadzor, v kar ekstremno dvomim, ampak če obstaja, je to, imamo pa še en spet layer zlorabe na drugi strani, oziroma ker to pomeni, da je nekdo kako bi rekel, če želite, iz Sove, pa ne z soglasjem Sove, počel nekaj, kar ne sme početi. A se je to kdaj zgodilo v času vaše kariere, da je to počenjal? Ali pa nek državljan zavzet, ki recimo nekaj počne, ampak če bi to Sova, recimo, postavimo, da ima konspirativko tam nasprot tega, kar je po meni problematično iz večjih zadev, pa da je želela prav nadzirati dvorišče oziroma dogajanje na dvorišču Trstenjakove, torej stranke. To je eklatantno zlorabo. Razen, če je recimo z argumenti pridobila odločbo sodišča, da lahko to zadevo, torej predsednik Vrhovnega sodišča je za točno določen čas lahko dovolil, da je iz nekega prostora ali pa z nekega, ne vem, ki je tam v bližini, Sova lahko to ampak mislim, da do tam še nismo niti prišli, niti ne bomo nikoli prišli po mojem razmišljanju. Podbregar, spomnili ste prej predodajal še na en vidik. Ni samo Knovs tisti, ki lahko obišče Sovo, ampak ima lahko celo več podatkov dobimo od varuha človekovih pravic. Zakaj? No, jaz bi tu morda nekoliko širše rekel, da nadzora nad subjekti nacionalne varnosti nikoli ni dovolj in ga je treba še dograjevati. Torej, pri Komisiji za nadzor obveščevalnih služb manjka ta strokovni del, torej tehnično strokovni del, ki ga imajo nekatere druge države, tudi recimo nemški prostor, odkjer se je kopiralo naš nadzorni zakon, ker bi rabili neodvisne strokovnjake, tehnične, ki izvoljene poslance podprejo v nekih zadevah. Ampak Knovs kot tak nima v bistvu preiskovalnih, to ni preiskovalna, to je nadzorna komisija. Torej oni lahko samo dejstva, te odredbe so bile, izvajalo so se tak in tako naprej. Torej bistveno manj vsebine, kot se nam zdaj v bistvu pojavlja pri teh nadzorih. Edini neodvisni organ, ki lahko to nadzira, je varuh človekovih pravic.
Varuh človekovih pravic pa praviloma deluje na podlagi zahteve posameznika, ki sumi, da so mu v bistvu bile kratene njegova zasebnost, njegove človekove pravice. No in v tem primeru, recimo, lahko vzamemo tudi to, da so kratene pravice Janezu Janši in on lahko da zahtevo varuhu človekovih pravic, ki je dolžan to razložiti in dolžan pogledati, kaj počne recimo policija, Sova in tako naprej, ali kdo drug v zvezi s tem. Želeli ste se navezati, gospod Stušek, nekaj ste želeli še komentirati? Zelo veliko povedanega, mislim, ne na sam načeloma, se strinjam vsem, kar je bilo rečeno, mogoče bi sem še dodal, ne, da mislim, zgodba, kdaj se, prej je bilo vprašanje, kdaj bo slovenska javnost, kdaj bo uvidela neke dokaze. Lejte, jaz mislim, da bomo v nadaljevanju videli samo bitko za interpretacijo, samo nadaljevalo se bo ta zgodba. Mogoče bomo dobili kak drobec še v tem, pač bom rekel, v svojstvu interpretacije, ampak veste, če bi obstajali posnetki, ne? Če bi obstajali eksplicitni dogovori, če bi obstajali kakršnikoli dokazi, jaz mislim osebno, da bi jih že videli. Zaradi tega, ker pač bi jih že videli. Obstaja tudi zakonska možnost, če imamo mi nek tajen podatek, ne, pa obstaja vse splošen javni interes, okay, se lahko umakne, seveda tisti generator, se pravi stopnjevanja, umakne stopnjo tajnosti, pojasne, zakaj je to stopnjo umaknil, ne, in se splošni slovenski javnosti pokaže te dokaze. Zdaj, še enkrat, če so ti dokazi ranga, sestanek, obisk, ne vem, račun, kaj svem, taksi službe, če želite, ali pa tega ranga dokazi, smo v bitki za interpretacijo, nič več, nič manj. In tako kot bo prerečeno, mi smo premaknili težišče iz vsebine problematiziranja, ne, smo predstavili na debato, kaj je z temi posnetki. Ne. Zdaj, če smo pa razglasili, ne, da je pravica do korupcije, če sem ciničen, enako nacionalna varnost, pa mislim, da imamo tak problem, velik problem, večji kot se mi tukaj zdaj pogovarjamo. Da kar nadaljujem vaše razmišljanje, gospod Penko, v katero smer bo šla torej interpretacija? Mislite, da bolj v smeri odkrivanja korupcije ali zdaj bolj v smeri tega, kdo stoji za temi posnetki? Ja, v resnici je žal, oziroma jaz ocenjujem, da je žal tako, da bi bilo to odvisno od tega, kdo bo v tem trenutku prevzel oblast. Kdo bo močnejši? Ja, seveda. Ne, in zdaj, ampak samo kako je s korupcijo v Sloveniji? Dajte povedati, vi ste nenazadnje bil direktor Urada za preprečevanje korupcije, od takrat pa do danes, ko spremljate, pa rečva tudi kot navaden državljan, stanje v Sloveniji, kaj pravite? Veste, žalostno je, da pred to oddajo sem jaz mal gledal v bistvu arhivske dokumente Urada za preprečevanje korupcije, kolikor jih je ostalo pač na mojih računalnikih, ki sem jih še takrat uporabljal, ne? In sem ugotovil, da smo dejansko že takrat identificirali vse bistvene probleme, to je bilo več kot 25 let nazaj, ne? Vse bistvene probleme, vse bistvene vzroke za nastanek korupcije in tudi v bistvu smo povedali tudi oziroma napovedali, kam bo naša država šla, vkolikor se bo razvijala naprej v smeri tistih trendov, ki takrat še niso bili izraziti, ampak so se že nakazovali. Ne? In to so se nakazovali seveda v smer sistemske korupcije, tako imenovane state capture, ko dejansko ekonomsko-politične elite iz ozadja ugrabijo državo, ne? In nekako potem v bistvu gre bolj za formalno vodenje države, ki jo v ozadju pač obvladujejo lobiji, networki, tisti, ki imajo pač interesa, ne, ki lahko dejansko vplivajo in na spremembe zakonodaje in na dejanske torej posle z državo in na praktično delovanje države na vseh tistih področjih,
kjer je možno, da zasebni vpliv, torej da zasebni interes pride pač do izraza pred javnim interesom. In to je bilo v teh posnetkih super predstavljeno. Vsi te akterji v teh posnetkih so ravno o tem networkingu, mreženju govorili. Ilustracija tega, kje smo v tem trenutku, se dejansko iz teh posnetkov zelo lepo vidi za vsakega običajnega človeka, je brez kakšne znanstvene razlage popolnoma jasno razvidno, na kakšen način se v Sloveniji, jaz se bom temu kar pridružil, ker tudi pač iz mojih izkušenj v dosedanjih, vseh letih pač srečevanja z različnimi okolji, ljudmi, sferami, delovanja, lahko samo potrdim to, da dejansko Slovenija v veliki meri deluje na takšen način. Kar seveda ni dobro, ampak glejte, vsi, recimo, veliko število teh politikov, ki so se pojavili zdaj v tej predvolilni kampanji, je imelo v svojem programu boj proti korupciji. Ničelna toleranca do korupcije. Ničelno toleranco, ustanavljanje novih organov, ne vem, kaj vse bi storili. Jaz lahko samo to povem, da smo v protikorupcijski strategiji, ki je bila narejena leta 2003, če se ne motim, 2004, postavili, bom rekel, vse te temelje in vse te elemente, ki bi morali biti, torej ukrepe, ki bi se morali izvajati, da bi se seveda potem Slovenija, bom rekel, začela drugače, da bi šla po drugi poti, kot je v resnici šla, na področju korupcije. Na papirju se je vse lepo izvajalo, vedno se je vse lepo zapisalo, v vsakem trenutku, če je bilo treba, se je sprejel nov zakon, se je celo ustanovila nova institucija, so se postavljali ljudje, s tem, da ko so se postavljali ljudje, je že prišlo do tega, da je bilo praktično nemogoče, da bi avtonomni posamezniki, ki bi dejansko ravnali strokovno in ki bi bili v vsakem trenutku pripravljeni, tudi če bi se bilo treba obrniti proti trenutni oblasti in njih obravnavati in njih procesirati. Zelo redko, če ne nikoli, ni prišlo do tega, da bi bila trenutna oblast sposobna postaviti na ključno mesto človeka, ki bi imel moč in ki bi imel kompetenco in ki bi bil tak človek, ki bi dejansko se lotil trenutne oblasti. Če bi bilo treba do vrha, to se praktično pri nas še ni zgodilo. Pa še nekaj bom rekel. Po dosedanjih izkušnjah nam je lahko že povsem jasno, da noben zakon ne more nadomestiti, bom rekel, te notranje integritete, torej osebne integritete in osebnih vrednot človeka, posameznika, ljudi. Od prvega, bom rekel, ali pa zadnjega državljana Republike Slovenije, pa do najvišjih predstavnikov naše države. Če ni osebne integritete, potem je nemogoče predpisati nekomu, kaj je prav in kaj je narobe. Lahko predpišeš, kaj je zakonito, kaj je nezakonito, ampak v mejah zakonitosti in nezakonitosti je velik manevrski prostor za kakršnekoli manipulacije. Zelo hitro se lahko zakon uporabi v našo, torej v lastno korist. Pa še to bom rekel, seveda zgledi vlečajo. Če pri vrhu ni integritete, potem jo je težko pričakovati tudi od običajnega državljana. Ja, se je tudi težko integriteta, če vidimo, da neka sporna dejanja ne dobijo svojih posledic in sankcij. Seveda je težko. Jaz sem hotel samo to dodati, torej strinjam se vsem, kar je rekel kolega Penko. Radi pa bo dodal naslednje. Naj bodo ti posnetki, tudi tisti, ki jih nismo videli, da jih vidimo, ampak naj bo to neka osnova in vodilo, da se dejansko začnemo boriti proti tej, torej začnemo boriti za ničelno toleranco korupcije. Ker namreč, če pogledamo, recimo v 90-ih letih smo imeli, če lahko tako uporabimo, tisto prvinsko korupcijo, ki je bila vidna. Potem smo recimo v naslednjih desetletjih tam do 10 let ali pa 5 let nazaj ali pa nekaj takega imeli bolj sofisticirano, torej je bilo treba kar nekaj znanja, da se je ugotovilo korupcijo kot tako. Nazadnje nekateri niso niti prepoznali, da so del neke korupcije. Zdaj pa imamo tudi vsled teh posnetkov občutek, da enostavno smo spet na neki točki neke prvinske brutalne korupcije, kar si pa Slovenci, Slovenija ne zasluži. Želel bi pa še nekaj povedati. Nič novega ne bom rekel, da živimo v tem sodobnem času digitalizacije, umetne inteligence, robotizacije in tako naprej, ker so v bistvu posegi v človekovo zasebnost pravzaprav zelo neprepoznani.
Ne. Zelo smo polni besed, da si želimo neko zasebnost, pa po drugi strani pa hote ali ne hote smo izpostavljeni tem različnim dejavnikom za te posege. To je en del, drug del pa preseneča ali pa ponovno spomni na to, kako naivni smo Slovenci v kontaktih z tujci. Torej, tle govorimo o ljudeh, ki so pravzaprav pravno kvalificirani, ki smo jih gledali na posnetkih, ki v bistvu za neko svojo promocijo slepo zaupajo nekomu, ki je spreten izpraševalec, ki je nekje in ki je iz tujine, ne, in tle govorimo o neki trdnosti, te integriteti, karakterih in tako naprej in zopet smo po tistih kostajnerjih iz Dunaja iz 200 let nazaj, ker v bistvu nimamo tiste hrbtenice, da bi se na nek način temu obranili. To sem želel poudariti, ker mislim pa, da če nič drugega je treba, tisti prvi del je pomemben, da pridemo stvari kolikor toliko do dna, je ta del pravzaprav dolgoročno zelo pomemben in tu mislim, da je potrebno na tem delati bistveno več, kot se morda zdi zdaj in tudi interes javnosti je treba spodbuditi. Z spini je bilo prej tam uspodbujeno, zdaj pa dajmo z spini tle, ker je treba korupcijo na nek način res na ničelno raven spraviti. Tako je, te posnetki so bili ena odlična priložnost za našo družbo, da se spet začne spraševati glede korupcije, ampak smo takoj videli te gasilske manevre na drugi strani, takoj se je šlo za vprašanje, kdo je to naročil, tu je obveščevalna služba v zadju, tudi takoj so se začeli pojavljati očitki, da so te posnetki prirejeni, zmontirani. Kaj pravite, gospod Stušek, verjamete posnetkom? S posnetkom absolutno verjamem, zaradi tega, ker že, kako bi rekel, že količina vseh teh navedb, ki se je spremenila praktično v prvih dneh po tej objavi. Druga stvar, reakcija dotičnih oseb, lahko vam povem, tudi do mene so prišli nekaj tak zanimivih krogov, se pravi v ponedeljek, ko smo imeli potem to tisto tiskovno teh NGO-jih, v petek, se pravi 3 dni prej, so bile debate, bom rekel, je bila panika pri določenih osebah, ki sicer niso nastopale v teh posnetkih, je bila panika, to vam povem iz lastnega, ne bom rekel zaznavanja, ampak je prišla informacija do mene, panika, kdo vse še je. Še je ujet. Bom rekel, veste, kdo se to vpraša? Seveda, noben si ne želi, bom rekel, prikrito biti sneman, ampak to, če se navežem na to, jaz sem tudi, ko sem bil kot direktor agencije, sem rekel en tak stavek, vse, kar agencija počne, je seveda zaupno, tajno, oziroma vzdemo tam mogli biti, ampak če imaš ti legitimni interes, pa zakonite cilje, tudi če ti pri tem dobijo, seveda te ne smejo, sploh kot obveščevalno službo, ampak tudi, jaz sem enkrat na enem kolegiju rekel, mi moramo biti sposobni reči, da jaz kot vaš sedaj bivši, ampak takratni direktor, da lahko grem na nacionalko, na Pop TV, na Novo 24, kamor želite in rečem, točno tako, pa še enkrat bi isto. Ker niso vsi posnetki, to moramo z pravnega vidika pojasniti, niso vsi posnetki nezakoniti, gospod Penko, vi ste zastopali ste gospoda Zorana Talerja, ki je bil ujet v prisluhih in takrat sem slišala to, da ti posnetki niso bili nezakoniti. Zakaj ne? No, takrat je bilo malce drugače, ampak tudi ti posnetki pravzaprav, ali pa tako bom rekel, v izhodišču sami posnetki ne da niso nezakoniti, ampak niso v skladu z zakonom, če niso pač posneti ali s privolitvijo oziroma z dovoljenjem ali na podlagi neke odločbe sodišča. Seveda niso zakoniti, ni pa nujno, bom rekel, da se takšen posnetek ne more uporabiti v nadaljnjem postopku, da je nezakonit na tak način, da ga je treba tudi izločiti. Tukaj obstajajo določeni testi. Prvi test pravzaprav je test legitimnosti, zakaj je bil takšen posnetek. Če zdaj govorimo o posnetkih, bom rekel, teh privatnih posnetkih. Ker če gre za snemanje strani države, potem je vse potrebna sodna odredba. Tukaj ni, oziroma pač zakonsko predpisan postopek. Tukaj ni dileme, da pri teh
zasebnih posnetkih je pa seveda najprej treba opraviti ta prvi test legitimnosti, torej s kakšnim namenom je bil ta posnetek izveden. Ne? In zdaj, če recimo pogledamo konkreten primer, če so ti posnetki, torej kolegic in kolega, ki so govorili o tem, kako lahko pridejo do poslov in urejajo stvari, bili pač posneti z namenom, da se razkriva korupcija v Republiki Sloveniji, potem bi rekel, da so prestali, da lahko prestanejo test legitimnosti. A ne? Če so bili pa narejeni z namenom, da se uporabijo za to, da se bodo pač predložili en teden pred volitvami, izključno s tem namenom, da bodo vplivali na volilni rezultat, potem po moji oceni niso legitimni, a ne? In so nezakoniti in jih torej ni mogoče uporabiti nikjer na noben način. Razen seveda s temi političnimi posledicami, kot so jih pač že imeli. A ne? In potem imamo še naprej teste nujnosti, sorazmernosti in tako naprej. O tem tukaj gre pač za določena ustavno-pravna vprašanja in tehtanja. Ne? Na koncu lahko izpade, da je posnetek, bom rekel, ali na nek način uporaben, oziroma da se lahko pač iz njega izvajajo ti pač dokazi, ki iz njega sledijo, ali pa pač ne. A ne? Zdaj pri gospodu Talerju... Lahko kakšne konsekvence potegnete? Ja, tukaj je bilo malce drugače. A ne? Tukaj je šlo v bistvu po vsebini za to, da so torej od njega, bom rekel, novinarji, a ne, kot v neki prikriti, novinarji Sunday Timesa takrat v neki prikriti operaciji poskušali so ga napeljati na, bom rekel, na to, da bi izjavil, da sprejema podkupnino, ki so mu jo ponujali v okviru te operacije, za to, da bi v Evropskem parlamentu glasoval za določene amandmaje k zakonu, ne? In k zakonu pač, oziroma predpisom, ki so se tam sprejemali. Ne? V bistvu je šlo za to, da se je gospodu Talerju očitalo, da je on pač s tem samim posnetkom, s tem, kar je takrat izjavil, on sam storil kaznivo dejanje sprejemanja podkupnine. Torej, sprejel naj bi obljubo podkupnine, oziroma jo je sprejel, bom rekel, zdaj že v trdilni obliki, zato ker je bil gospod Taler za to dejanje pravnomočno obsojen pred slovenskim sodiščem na zaporno kazen, plus na plačilo visoke denarne kazni. In odstopil je, ne? Odstopil je pa že takoj, torej politično posledico tega je prevzel takoj. Ne? Potem mu pa še to rekel, jaz sem njega zastopal v prvem delu tega postopka in v bistvu smo šli v tej smeri, da smo nekako zavračali krivdo, bom rekel, v kazenskem pomenu, v kazenskem pogledu, pa se je on potem v nadaljevanju odločil, da bo vendar zadevo priznal, ker je bil postopek za njega, bom rekel, preveč obremenilen in potem v nadaljevanju midva nisva več sodelovala. Ampak v tem prvem delu se je meni zdelo pravzaprav najbolj sporno to, da je šlo za v bistvu prvič napeljevanje kriminalni dejavnosti, a ne sicer strani zasebnega subjekta, ampak vseeno napeljevanje kriminalni dejavnosti ni dovoljeno. To je tako imenovani entrapment, a ne, v anglosaški pravni terminologiji. Ti nekoga toliko časa prepričuješ, da naj stori kaznivo dejanje, da ga potem tudi stori. Tudi tukaj obstajajo določeni testi, kdaj gre za napeljevanje, nedovoljeno napeljevanje in dokdaj se to še lahko počne. In po drugi strani smo imeli v resnici tukaj igro. Novinarji Sunday Timesa so se z njim igrali. Tukaj ni šlo za resnično ponujanje podkupnine, ki bi jo gospod Taler dobil, če bi torej podprl določen zakonski projekt. Tukaj je šlo samo, da so se igrali in ga provocirali, ali bo on to rekel ali ne. In ko je to rekel, so se pač ti posnetki objavili. In jaz sem takrat štel, da tukaj v tem primeru ne more iti za kaznivo dejanje samo na pasivni strani, torej na strani sprejema, če tudi na aktivni strani nimamo dejanskega ponujanja podkupnine, ampak imamo samo igro. To so takrat v tisti fazi pač je šlo tukaj za ta vprašanja, no potem se je Zoran Taler, kot sem rekel, odločil, da bo pač to dejanje priznal in ga je tudi priznal in kazen tudi že odslužil. Zdaj v posnetku Nina Zidar Klemenčič neposredno povedala, da je bila priča korupciji, dejanju podkupnine sinu od župana Zorana Jankovića. Ali bi tudi v tem primeru pričakovali pri nas kakšen odstop? Mislim, to smo slišali, smo pa slišali tudi reakcijo župana Jankovića, ki je pač povedal, da
jo bo odškodninsko da tožil. ne bi pač gospa Klemenčičeva lagala, da ne govori resnice in da jo bo tožil in da naj se na sodišču dokaže, kaj je res in kaj ni res glede tega, kar je povedala. Bi vidva pričakovala kakšen odstop po teh posnetkih? Predvsem, Pa se ne vem, kdo bi lahko kaj odstopil, ne, se v bistvu niso na funkcijah ti ljudje kakršnikoli. Mislim, ne vem zdaj, ali je gospa Zidar Klemenčičeva je nastopala verjetno kot zasebnik, kot odvetnik, jaz ne vem, ne. In ne vem, kje bi zdaj. Zdaj, če pa mislite, tisti, ljudi, ki so bili, o katerih je govorila, o katerih je govorila, bo pa sodišče verjetno presojalo po teh tožbah, kako in kaj in potem lahko karkoli se pričakuje. Ne. Jaz bi k temu sam dodal, lete, tako je bilo rečeno, ne vemo, kaj je zdaj res, ali tako je bilo na začetku kolega Penko rekel, da se samo nekdo hvalisal, ne, ali do tega dejansko prišlo. Zdaj, kar mene vseeno, kako bi rekel, nadaja k temu, to ne govorim po posameznikih ali pa eksplicitno dotične gospe, ampak vseeno, ne, volumen teh, ne, mi se pogovarjamo o 2 gospeh pa 2 gospodih, ki so bili do sedaj prikazani, ali se ne vemo, ali jih je bilo več, ali jih je bilo, mislim, manj jih ni bilo, to smo videli. Ne. Ampak, kar hočem prek tega povedati, je, ne, da ta del kaže na nek vseeno sistemski del, ki je večji od posameznika, ne? Ker bi tako rekel, zdaj, če nekdo govori, se lahko hvalisa. Zdaj, če pa že 4 ljudje, najmanj 4, govorijo isto podobno stvar, ne? Bi pa pričakoval predvsem to, ne? Da se ne 90% časa ne ukvarjamo ali pa z tem, kaj je, kdo stoji za temi posnetki, kaj je, pa je to tudi to legitimno, ne rečem, bi si absolutno želel, da tudi do temu pridemo do dna, ampak da se obadamo s tem, kaj tam naj bi bilo, ker zadosti je pa bilo materijala, da organi pregona preverijo, ali so tisto hvalisanje. Jaz se ne bi navezal samo na neke civilne postopke, ki so bili obljubljeni, zdaj ali bodo ali ne bodo, kaj bo rezultiralo, če bo je kaj sploh rezultiralo, to je stvar, veste, pa tudi v civilnem pravu, če govorimo, ker tukaj so tako zvani kazniva dejanja zoper čast, ugled in dobro ime, če govorimo o nekih zasebnih tožbah, če je pa v civilu, seveda se izkulpira nekdo, da dokaže, da je to res, ali pa da je utemeljeno verjel, da je to res. Torej, lahko pridemo hitro do nekih izkulpacijskih razlogov. Kar hočem povedati, ne, ampak zadosti je bilo pa materijala, da organi pregona preverijo, ker tam je bilo govora, o nekih ekstremno hitrih dovoljenjih za recimo gradnjo. To je podatek, ki je recimo objektivno preverljiv. Potem je bila zgodba, ne, za nekim razpisom, ki je bila zgodba. Tam se moram jaz osebno izločiti, ker celo zastopam enega od oškodovancev, ampak vseeno, ne, ki se potrjuje neke zadeve. Tako da, jaz bi rekel, ukvarjamo se z tem, seveda pa tudi z kdo je to posnel, ampak vseeno ta posnetek, tako kot smo zdaj to zastavili iz vidika pa teh tujih obveščevalnih služb, tukaj nima, tako rečeno, ne repa pa glave. Napovedani so bili novi posnetki, oziroma na uni spletni strani so najavljeni te posnetki s temi podokni. Povejte, jih pričakujete? Kaj se zdaj v zadnjem dogaja? Kar naenkrat, ko je Slovenija res, da časovno so padali, odstopila od te namere, da bo tožila Izrael, so se tudi te posnetki čudežno prenehali objavljati. Ne? Zdaj je tudi vprašanje, ali kdo za vrat drži, rečemo tako, predsednika vlade. No, jaz bi to težko komentiral, bi pa z vidika prejšnjega, torej, če govorimo o vsebini, ne, kjer govori o nekih možnostih in koruptivnih dejanjih, bi pa prav gotovo bilo pomembno, da te posnetke tudi vidimo, ki so bili posneti. Pričakujete, da bojo se nadaljevalo objavljati? Lete, to je zdaj čista špekulacija, ne vem, da ali ne. Vas je pa začudilo, da se je ustavila? Lete, zagotovo je ta stvar, ne, dala celotni zgodbi, dala en tak zelo grenak priokus. Je sicer drži tisti izraz, ne, correlation does not mean causation, se pravi, da če je neka stvar v korelaciji, tudi časovnik, ki ste omenjali, ne pomeni nujno vzrok oziroma posledica, ampak vendarle, ne, zelo moti, ne, da je nekdo in more biti, ne, tudi če se vrnem na tiste sestanke, pa na Trstenjakovo, ne, če tudi ta sestanek objektivno bil in da se je tudi, tega nismo videli, ampak recimo teoretično, da se je tudi nek predsednik pač Janša, da se je dobil oziroma sestankoval, ne, da je nek takšen fakt bil zlorabljen, more biti, ne, s strani dejansko, tukaj pa ne govorimo o tuji službi, govorim pa o tuji državi, ne, za nek spin, pritisk, ne, za
dosegel nekega cilja, o katerem smo se pogovarjali. To špekuliram, ampak veste, časovna komponenta te zadeve, sem vam povedal, iz vidika Sove je meni, kot rečeno, problematična. Iz vidika, če smo se ubadali že prej, zakaj tega nismo zavedali prej. Če smo se ubadali zadnji teden, imam problem s časovnico, kako smo lahko z nekim faktorjem gotovosti, ne, ker veste, tudi analitična služba, ne vem, pač kak je v vašem času hitro delala, v mojem času hitro delala, očitno so zdaj znali zelo hitro analizirati zadeve, če sem malo ciničen. Torej, časovna komponenta, pa tudi objektivno preverjanje, veste, ker včasih si lahko tudi v dobri veri zelo rabljen, zdaj tako rekel, ali je bil, tega si ne upam špekulirati, ampak veste, če je bil izkazan nek sestanek, pa je potem Sova prišla, sicer še enkrat poudarjam, tukaj zdaj malo mešamo, kdo je kaj rekel, ali je to rekel Golob, ali je rekel gospod Vovk, ali je rekel gospod, trenutni direktor gospod Kadivnik, ampak lahko si tudi kot direktor, rekel, zelo rabljen s tem, da si neki zdaj iztrčal, ne moram drugače reči, pa še nisi preveril zadev, zdaj, če si pa bil v to prepričan, bi si pa želeli videti dokaze, ki so na ravni, če želite, teh posnetkov, torej, da imamo neko naročilo, če se pogovarjamo o tem, ali je to korupcija, ne vemo, ali je korupcija, ali se samo se nekdo hvaliso, pa že relativiziramo to vrstne zgodbe. Na začetku smo še celo debatirali, je to zdaj AI, ali ne vem, pač neke te neumnosti, ali je bila lepljenka, pa je bilo to zmontirano, pa smo imeli potem tiste analitike, ki so tehnično analizirali te zadeve. Zdaj smo prišli iz tega do točke, kjer je nek dejanski ali pa domnevni obstoj sestanka je že izkaz dogovora. Pa si bi želel, da vsaj že v tem diskurzu te dveh zadev uporabljamo približno iste vatle. Da ne bomo predolgi, vi samo še dodajte, pa zadnjo vprašanje in zaključimo. Ta ekskluzija kolega Stuška je sicer strokovno zelo zanimiv, ampak je tudi v bistvu zapletena. Jaz mislim, da je prav, da se zadeva nekako na nek način poenostavi, vsaj v tem zaključku, ker se da poenostaviti. Jaz sem prepričan, da če bi mi imeli ljudi na pač mestih, ki pač odločajo o nečemu, ki vodijo državo, ki se ukvarjajo s temi stvarmi, torej posameznike z integriteto, s pametjo, z transparentnostjo, potem bi vsi tisti, ki so bili udeleženi v tej zadevi, in mislim, da imamo pravico državljani do tega, prišli pred nas, pred javnost in povedali po pravici, kaj je bilo, kdo, kako, zakaj. Naprimer, ne vem, na eni strani, zakaj smo odstopili od tega, da se pridružimo tožbi, proti Izraelu, Južne Afrike proti Izraelu, pred mednarodnim sodiščem, po drugi strani vse v zvezi s temi sestanki, torej transparentno in tako naprej. Jasno, da dobimo čisto sliko. Razen seveda, če se česa ne sme povedati zaradi nekih drugih interesov. Ne pa, da se v bistvu ta vprašanja ponavlja v nedogled in da se potem vsakič da malo drugačen odgovor, da se te stvari prilagajajo in da na koncu pravzaprav ne vemo več, pri čem smo. In potem nam tudi ni jasno, zakaj se pravzaprav, kaj ne si človek misli, zakaj se dajo taki nejasni odgovori, zakaj se izogibajo določenim temam, kjer bi lahko prišlo do, ne vem, bom rekel, da morda za njih neke slabe slike, nekega slabega rezultata. In s tem se vrnemo k temu, ali imamo ljudi z osebno integriteto, ki pač zastopajo te funkcije in ki so v vsakem trenutku za vsako dejanje, ki ga naredijo v okviru te javne funkcije, razumete, to je javna funkcija, oni so za ta dejanja v celoti odgovorni javnosti, torej nam, in morajo tudi povedati, jasno, to smo naredili zato in zato, tega nismo naredili in tako naprej. In seveda, zdaj pa pridemo do problema te, bom rekel, dodatnega problema negativne kadrovske selekcije, kdo se pravzaprav danes še želi ukvarjati z vodenjem državo, s politiko, z skupnimi zadevami in tako naprej. Jaz sem pa že dovolj časa tukaj, da lahko skozi desetletja spremljam, bom rekel, to politično kulturo ljudi, ki se v to vključujejo in tako naprej. In morda je ravno bivša pravosodna ministrica, ki se je ujela v te prisluhe, znak tega, kdo torej kakšen človek nam je, bom rekel, vodil en zelo pomemben resor, dokler pač ni bila odstopljena ali odstopila, kakorkoli temu želite. Iz tega, kako in na kakšen način se
se je pač pogovarjala s temi lobisti in tako naprej. A ne. Dajmo se kaj naučiti iz te zgodbe. Dajmo morda, ko se bo zdaj oblikovala nova oblast, ki bo naslednja 4 leta vodila državo, dajte tisti, ki ste pač, ki imate možnost, dajte prispevati k temu, da bodo državo vodili pošteni ljudje, pametni ljudje z integriteto, ki bodo dejansko odločali v skupno dobro. In ne bodo vse te zgodbe, prav vse to, kar se zdaj dogaja, ne nam bo to pač, bom rekel, nek impuls ali pa nek razlog, da lahko mogoče tukaj ravnamo zdaj drugače, boljše, kot smo doslej. Mislim, da tele zaključne besede kolega ne potrebujejo še kakšnih dodatnih zaključkov. Tako da upajmo, da bomo danes po Svetu za nacionalno varnost dobili kaj bolj jasne odgovore in dokaze, kaj se v resnici v ozadju teh posnetkov in prisluhov dogaja. Hvala vam za vašo pozornost. Nasvidenje do prihodnjič.